to je drugi del predstavitve SkiShopovih ročnih. V prejšnjem delu smo si pogledali to pullback ročno, najbolj pogost mehanizem, ki ga pač najdete v drift avtih, zelo priljubljen za vse bavarce, ker jim layouti kabine pač omogočajo uporabo takega mehanizma. Za večino japonskih avtov pa imajo vozniki radi push sistem. Push sistem je nova pridobitev na SkiShopu, je v bistvu geometrijsko obratni sistem kot pa ta pull sistem, zato je kompletna konstrukcija nekoliko višja, drugače ga pa odlikujejo enake kvalitete kot pull sistem, nizka železna konstrukcija, dvoredni ležaj v ročki, sferični ležaj na osovini cilindra in pa varnostna podložka, da slučajno tega ležaja kdaj ne bi vrglo dol in bi ostali brez zadnjih bremz, v primeru, da je ročna vezana inline. Tudi ta mehanizem ima blokado, nastavljivo dolžino ročice cilindra. Vse matice so samovarovalne, podložke so na vseh pravih mestih in uporablja univerzalni hidravlični cilinder, kot ga uporabljajo vse naše ročne, dimenzioniranje za poprečne zavore, tako da bo v bistvu deloval out of the box z večino aplikacij. Ta zavorni cilinder ima imperialne navoje, to pomeni, da pri nas najdete tudi nastavke, ki so posebej postruženi za te cilindre. To je zato, ker evropski avti uporabljajo metrične nastavke in teh nastavkov ne boste kar enostavno našli na avtoodpadih in na starih avtih, pa tudi ostale avtotrgovine imajo bolj slabo zalogo. Ta mehanizem je komplet železna konstrukcija, prašno barvan črno, zato da je pač zaščiten pred rjo. Ležaji se dobijo vsi za zamenjavo pri nas, pa tudi cilinder, če bi se komu kaj od tega pokvarilo ali obrabilo. Zanimiva stvar na tem mehanizmu je tudi to, da lahko uporabnik vrti ročko. Na ta način dobiš različni kot. Recimo, če ta dva mehanizma obrnemo v isto smer, vidiš, da je kontraobrnjena ročka, pač ima drugačen kot pa standard obrnjena ročka. S tem si lahko pač pomagaš, da ročno spraviš res na pozicijo, ki ti najbolj paše. In to ročno kot push sistem, tudi pull sistem lahko zmontiraš na mounting plato. Ta mounting plata oziroma base plata je v bistvu kos železa z že vrezanimi navoji. Poleg pa dobiš imbus vijake, da lahko ta mehanizem prišraufaš tudi v najbolj tight pozicije v avto, kamor ti pač paše. To ploščo lahko vrtaš in prišraufaš, lahko pa jo tudi pač privariš kamorkoli ti paše v avto, tako da je ročna na idealni poziciji. To je bila kratka predstavitev ta drugega mehanizma za hidravlične ročne, ki ga najdete na SkiShopu. Spodaj v opisu je link, na katerem si lahko kaj več preberete, pa pogledate kako fotko. Poleg tega linka je pa še nekaj drugih, na katerih najdete hardware, ki vam lahko pomaga pri vgradnji hidravlične ročne v vaš avto. To je bilo za danes vse. Če vam je ta video všeč, ga ne pozabite lajkati. Če jih hočete videti še več, se ne pozabite subscribati. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.